Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije. Na razstavi Vnovič in zopet in znova se predstavlja 10 študentk in študentov slikarstva in pa predvsem grafike Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Razstavljena dela so nastala pod mentorstvom profesorice Zore Stančič. Gre za izjemno raznolik in pester nabor del. Nekateri se vračajo k bolj tradicionalnim tehnikam tiska, jih razvijajo z nekimi alternativnimi postopki in načini. Drugi v grafiko vpeljujejo video, fotografijo, risbo in druge medije, kar kaže na to, kako široko področje je grafika. Več o svojih delih pa bodo povedali študentje Manuel Brajnik, Maruša Pajnič in Tinkara Nemec-Herkes. Sem Tinkara Nemec-Herkes in predstavljam se za serijo, ki nosi naslov Repinkarnacija. Dela so narejena v tehniki litografije in v kasnejšem delu so keširana na platna. Dela se navezujejo na eno zgodbo, ki je nekaj časa krožila med mano in mojimi kolegi, in sem se pač odločila, da materializiram te neke fragmente zgodbe v te podobe. Cela postavitev deluje bolj v smislu kot nek napovednik za prihajajoč se film. Sem Maruša Pajnič in se predstavljam z 2 deli narejenimi v globokem tisku. V bistvu pri delih sem se ukvarjala z odnosom med resničnim svetom in pa svetom kognicije, torej odnosom med nekimi vsakdanjimi predmeti, objekti in pa spominom. Dela so narejena v tehnikah globokega tiska, torej kombinacija akvatinte, jedkanice, rezervaža, vernimuja. Ker sem želela doseči večjo barvno paleto, sem kombinirala visoki in globoki nanos hkrati in tudi sohkratno vse skupaj tiskala. Torej dela so narejena večinoma iz ene matrice. Zdravo, jaz sem Manuel Brajnik in na razstavi se predstavljam z delom Grozijo mi z abstrakcijo. Zato sem izbral bolj inštalacijski pristop. Gre se za igro med objektom, ki stoji za mano. V tem primeru je to ogledalo, na kateremu sem natisnil v tehniki sitotiska en tak vesoljski vzorec. Kjer je bela barva, se projekcija v resnici prime. Hkrati pa, kjer ni natisnjeno, se svetloba odbije ali na tla ali kjerkoli, odvisno kako ogledalo postavimo. Ta igra s svetlobom je zanimiva, ker iz enega dimenzionalnega objekta recimo lahko dobimo več dimenzij. Z naslovom pa v resnici mogoče ni glih toliko povezan z delom, ampak je kot nekakšen statement oziroma občutek moj današnjega časa, ko se počutim v taki pretirani eri digitalizacije.